Pozdravljeni vsi skupaj, seveda pa še posebej devetošolka Maja Strničnik. Zdravo! Zdravo! Danes smo se zbrali v učilnici za slovenščino in sicer zaradi posebnega razloga. Kajti Maja je pesnica, pa še slika zelo rada. Za nami je kar nekaj slik. Ima tvoje slikanje že daljše časovno obdobje, kdaj si začela slikati? Ja, najprej sem začela tako kot vsak otrok s kredami na cesti, potem pa sem prišla v šolo in seveda vsi moji zvezki so imeli svoje risbice, še računi so imeli svoje poslikave. Potem se je pa samo še nadaljevalo. S čim najraje slikaš? Katero tehniko najpogosteje uporabljaš? Najprej sem začela risati s svinčnikom, potem sem odkrila oglje, ki je zelo super. Zadnje čase pa vedno bolj uporabljam vodene barve, olja in akrile. Imaš sliko, ki ti je najljubša. Zakaj? Ja, vsaka slika mi je najljubša, zato ker sem jo narisala sama in vsak je delček mene. Zagotovo pa mi je ena najljubših zadaj črna, zato ker se mi zdi, da sem vanjo vložila največ časa, truda in same sebe. Na šoli te poznamo kot izredno dobro pesnico. Lani si v Vinici osvojila Župančičevo frulico, priznanje za najboljšo pesnico, letos si na Roševih dnevih prejela zlato priznanje, svojo poezijo si brala v Ljubljani pred magistratom, svoje pesmi objavljaš v šolskem glasilu in še bi lahko naštevali. Na katero od teh priznanj si najbolj ponosna? Ja, zagotovo sem ponosna na prav vsa svoja priznanja, ker vsako od njih pomeni še en dokaz, da lahko jaz tudi zmorem. Zagotovo pa sem najbolj ponosna na Župančičevo frulico, zato ker se mi zdi, da je elita med vsemi temi priznanji, kar pa ne pomeni, da ostala priznanja niso pomembna. Res je, saj samo ena pesnica prejme Župančičevo frulico. Da. Kakšne pesmi pišeš? Lirske ali epske? Lirske. Koliko časa pišeš pesem? Ali imaš kakšen poseben ritual pisanja? Na splošno pesmi ne pišem dolgo, zato ker navdih dobim ponavadi že, ko sem zunaj in hodim po cesti ali pa se peljem v avtu in že takrat se mi utrnejo v prvi verziji, potem pa se mi zdi, da se verzije kar zložijo mi v mislih, jaz pa jih samo napišem na papir. Ali bi lahko med kopico vseh tvojih napisanih pesmi izbrala najljubšo? Ne, verjetno ne, to je težko, zato ker tako kot velja za slike, velja za pesmi. V vsaki pesmi je delček mene, ker sem jo sama napisala. Ne morem. Ali pa bi jo nam lahko prebrala? Ja, lahko vam preberem eno. 75 in točka C. Praznik nadvlade pluralizma. Zaviti v dobro popisane preproge, govorite o trpniku, ker je boleče, da je bilo omenjeno vaše ime. Spomin na gore jutranje stebre se ti je zataknil v grlu in zletel si. In jaz se smejim, ko te pokrijejo. In še bolje smešno, ko te položijo v grob. Ljubim ljudi, ki ne razumejo sarkazma. Jutri bom skoraj prestopila mejo. Vaša krvna skupina ni A-pozitivna. Povej jim, naj se zapre v pasji boks. V prihodnosti boste kuhali kosilo in se najedli jagod z gensko spremenjenimi antivirusi. Kakšna ironija papirnatih mest. Takšne pri nas jemo za zajtrk. Spomin name je nemogoče izbrisati iz tvoje možganske patetike. Tole je odlično, Maja. Hvala. Ali si mogoče že razmišljala, da bi izdala kakšno pesniško zbirko? Po vseh teh priznanjih se mi zdi, da sem na pravi poti. Komu pripisuješ vlogo, da si sploh začela pisati oziroma risati? Ja, za risanje bi se najprej zahvalila svoji mami, ker mi je kupila krede in vse stvari, ko sem sploh začela s risanjem. In me je vedno spodbujala, čeprav na začetku pač moje umetnine niso bile ne vem kaj. Potem pa me je seveda v osnovni šoli odkrila gospa Elka Repenšek, ki je vedno znala uporabiti prave spodbudne besede. Za pisanje pa gre zahvala seveda moji mentorici, gospe Martini Hribernik, ki me je spodbujala in res brez nje nikoli ne bi dosegla takšnih rezultatov kot sem jih. To se pravi, da si v pravem trenutku srečala osebo, ki te je spodbujala. Tako je.
Ali so liki v tvojih risbah oziroma pesmih resnični? Si kdaj mogoče to ti? Ja, kot sem že prej omenila, je v vsaki pesmi oziroma sliki delček mene in vsak dan prinese novo zgodbo in tako je vsaka moja umetnina zgodba zase. Ali so ti v pomoč dela samih slikarjev ali pesnikov? Ja, zagotovo. Ima vsak od nas vzornika v želji, da bi se izpopolnil in postal še boljši. In kdo je tvoj vzornik? Za slikanje velja predvsem italijanska slikarka Agnes in španska slikarka Paula Bonet, za pisanje pa zagotovo tuji in domači pesniki. Kaj ti predstavlja večji izziv? Slikanje ali risanje? Vsaka umetnost je izziv zase. Iz povedanega lahko sklepamo, da veliko prostega časa porabiš za slikanje oziroma pisanje. Ti ga še sploh kaj ostane in če ti ga, kaj takrat počneš? Ja, glede na to, da uživam v tem, kar delam s slikanjem in pisanjem, torej se mi ne zdi, da mi to jemlje prosti čas, ker to je moj prosti čas in ne gledam to, kot da mi ga jemlje. Če pa mi še ostane čas za kaj drugega, bom vedno probala nekaj novega. Nekje pa sem slišal, da si tudi športnica. Kaj treniraš? Ja, treniram karate. Koliko let pa? Že 10 let. Ali se vidiš bolj kot pesnica, slikarka ali čisto kaj drugega? Na to vam še sedaj ne moram odgovoriti, ker je še toliko stvari, ki jih moram izkusiti. Si devetošolka in odhajaš v srednjo šolo. Ali je ta šola povezana s tvojim slikanjem oziroma pisanjem? Posebej ravno ne, upam pa, da me bojo učitelji tam spodbujali pol toliko, kot so bili tukaj na osnovni šoli. Septembra ne boš več odprla vrat naše osnovne šole. Ostalo pa ti bo ogromno spominov na teh preživelih 9 let. Povej nam, kateri je tisti spomin, ki je na tvojem prvem mestu? Ja, čeprav se nam zdi, da res 9 let mine kot v dihu, se mi zdi, da se v teh minutah, sekundah zgosti toliko dogodkov, vsak posebej pa je zgodba zase in ne vem, težko je izpostaviti le en dogodek, zagotovo pa so mi vsa ta priznanja eni lepših spominov na osnovno šolo. Maja, zahvaljujemo se ti, da si odgovarjala na naša vprašanja. Povedala si veliko zanimivega, mi pa smo te tudi bolje spoznali. Vsem vam pa želim vesele počitnice in se vidimo jeseni. Z vami sem bil novinar Blaž Hrovat. Adijo!